proti samostanom David Gareja. Ja, na poti moramo še vodo napolniti, upamo, da nam bo uspel, ker smo predvčerajšnjem hoteli nafilati vodo v enem mestu pred tem Signagijem, ampak smo jo neuspešno napolnili, se pravi, nismo napolnili, zaradi tega, ker se v tistem mestu dobijo vodo šele ob 6 popoldne. Zdaj ne veva, se to vsako leto dogaja poleti ali letos večja suša kot ponavadi, ampak sklepava, da je to zaradi redukcije vode. Upava, da bo danes uspel, ker zadnjič sem pol šla samo peš v ta Signagi z najnimi kanistri vode in so nafilala pri enem hotelu, so uspela 25 litrov nafilati, tako da so zdaj imela za 2 dni za silo. Danes pa moramo zdaj napolniti res tanke. So pa to drugače tako pipe ob cesti in ko sva neuspešno iskala to vodo, sva potem vprašala tudi dve ženski, ki sta bila pri eni hiši, ki bi lahko jo napolnila, da sta nama malo pomagale, ampak kljub temu, da oni dobijo šele ob 6 popoldne vodo in imajo očitno neke male cisterne, ali ne vem točno, kako to deluje, sta rekli, da lahko drugače pri njih dobiva 50 litrov, da več nam si ne morejo dati, ampak toliko pa bi lahko žrtvovali, ampak sva rekla, da ne, da ni treba, bova že preživela. So v zahodnji Evropi takole v vaseh polnila vodo, so vedno malo cvikala, da nama bo kdo prišel zatežiti, da ne smeva ali pa karkoli. No, tukaj bolj na vzhodu, v Turčiji in v Gruziji, tukaj so pa ljudje veliko bolj prijazni, nihče nima nikoli problema s tem, da polniš vodo. In v Turčiji so nama že prinesli sadje in tudi danes tukaj nama je ena babica prinesla celo vrečko domačega grozdja, medtem ko so midva polnila vodo. Tako da v takih državah se res človek počuti dobrodošelga. Napovedano res sončno vreme, brez oblačka, ampak zjutraj je bilo čisto zabasan. Pol se je malo zjasnilo, so se že praktično usedla za volan, sva že sedela za vozniškimi sedežnji, da bi šla do teh samostanov, ampak se je spet čisto pooblačilo, tako da so se odločila, da brez veze pol danes tja hoditi. Tako da so se odločila, da bo zdaj rajš cunja oprala, pa malo to zrihtala, mogoče kemper malo oprala, oziroma pomila noter po tleh pa tako. Ampak ja, zdaj se spet kar nekaj jasni, tako da ne vem, tale vreme tokrat res ni nekaj zanesljivo. Na koncu je bilo res celo popoldne sončno, ampak dobro, so se nama pa vsaj cunje dobro posušile. Je pa tukaj sploh v soncu res lep pogled. Res je taka, sami travniki naokrog, ampak taka zelo gričevnata pokrajina. Tako da je zelo zeleno, ampak tudi zelo razgiban. Kar zanimivo vse skupaj res. Dovolj lepo vreme, tako da gremo pogledati ta samostan, ki je po moje bo kar zanimiv.
Smo pa drugače že zadnjič hodili prespati pri tem samostanu, ampak sva prebrala, da se ne sme, zato ker je to blizu azerbajdžanske meje, da kontrolirajo in pač ne smeš biti po noči tam prisoten. Kompleks samostanov, imenovan David Gareja, so zgradili na pobudo Davida Gareje, enega izmed 13 asirskih očetov, ki so v 6. stoletju iz Mezopotamije prišli v Gruzijo, da bi na tem območju okrepili krščanstvo. Gre za res ogromen kompleks, ki ga skupno sestavlja vsaj 15 samostanov, med njimi sta najbolj znana Udabno in Lauri. Vsem samostanom je skupno, da so v celoti ali pa vsaj delno vklesani v skalo, skupno število le-teh na tem območju pa je kar 5000. Jame so imele različne namene, služile so kot bivalni prostori, shrambe, manjše kapele in hlevi. Žal pa se celoten kompleks razteza vzdolž nedorečene mejne linije med Gruzijo in Azerbajdžanom. V preteklih letih je bilo na tem območju kar mirno, zato so si turisti lahko ogledali tudi samostan Udabno. Od leta 2019 pa si zaradi zaostrenih odnosov lahko ogledamo le še samostan Laura. Zanimivo pa je, da nas cesta do samostana dobrih 100 metrov vodi celo po azerbajdžanskem ozemlju. Kljub temu, da je možen ogled le enega samostana, pa je že samo vožnja po polpuščavni pokrajini s stalno vojaško prisotnostjo zelo zanimiva. Tale samostan danes nama je bil kar všeč, res je ful zanimiv po teh jamah, čeprav na žalost se ne moreš sprehoditi po njih. Jih lahko le opazuješ, ampak ja, je bilo kar zanimiv. Še bolj zanimivo je pa bila vožnja do sem, zato ker to je res pač čist na meji. In so povsod gor na hribčkih vojaki, ki opazujejo situacijo. In midva sva se ustavila na cesti, ker sem jaz hotela iti slikat ven. Sem šla slikat in bila zunaj ene pol minute. In sva se ustavila glih na tem takem delu, kjer naju nisem mogel videti, saj mislila sva, da naju nisem mogel, ampak se je takoj res po manjka minuti pripeljal vojak v pick-upu in pomahal, da naj grem nazaj v avto, se obrnil in šel nazaj na njihovo stanico, tako da so naj očitno videli, ne vem, z daljnogledom ali s čim. Imajo res kar pod kontrolo tole mejo očitno, še bolj, kakor so mislila, no. Ja. Tako da ja, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.